V redu, mislim, da smo vsi pripravljeni. Gospod Šulin in gospoda Van de Kampa poznamo že iz prejšnjega panela. Sedaj bi predstavil ostale tri sogovornike. To so Urška Križman-Vižintin, tukaj takoj na moji desni, etnologinja in kulturna antropologinja. V koprskem središču Rotunda je zadolžena za krepitev dialoga in razvoj novih produktov. Jeden izmed teh novih produktov tudi zavod Istratera. Istratera je v bistvu samostojni zavod, turistična agencija, ki je nekako nastala iz središča Rotunda. Iskali smo, kje so priložnosti oziroma kaj manjka v Istri, na podeželju Istre, in prišli do zaključka, da je velika priložnost v turizmu, v kulturni naravni dediščini, v povezovanju majhnih ponudnikov in logična posledica tega je bila Istratera, torej zasebni zavod z licenco turistične agencije in ker nam je družbena odgovornost oziroma odgovornost do okolja ljudi zelo blizu, smo potem tudi pridobili status socialnega podjetja. Tako da Istratera res združuje različne vidike, različne segmente in se nekako trudimo vse to zložiti v eno skupno zgodbo. Iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prihaja Mateja Tomin-Vučkovič. Njeno področje je turizem in razvojno sodelovanje. Nekje sem zasledil, pa ne vem, če je res, da ste bili tudi asistentka na ekonomski fakulteti. Ja, lepo pozdravljeni v mojem imenu. Ja, jaz v prostem času zelo rada pogovarjam in pa prenašam tudi svoje znanje izkušnje na študente oziroma tudi dijake. Tako da ne, da sem samo asistentka na ekonomski fakulteti, predavala sem na tej fakulteti z veseljem in sicer kar en cel predmet. Zdaj sem tudi prisotna na fakulteti za turizem v Brežice in na več višjih strokovnih šolah. In pa na vsi predmeti pa so povezani z turizmom. Pa tudi, če recimo predavam mednarodno trženje, poskušam dati čim več primerov, oziroma čim več primerov z področja turizma. Zakaj? Zato, ker je to vsem blizu in želim tudi, da to postane to, da poskušam dati študentom to v krilo. Da se blizu se radi te pogovarjajo in upam, oziroma vidim, ker sem tudi izbrana za najboljšo predavateljico, da sem očitno pri tem uspešna in da jih navdušam, tudi za kasneje, da se odločajo za turizem, ker me kličajo in lahko pomagam in tako naprej. Tako da ja, to je eno od mojih, zelo takih področij, kjer uživam in uživamo prenašati znanja. Odlično. Iztok Škerlič je direktor Adriona, javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte. Bil je tudi direktor inkubatorja Univerze na Primorskem, je strokovnjak za pridobivanje sredstev Evropske unije in rekreativni igralec tenisa. Kako je šla zimska liga? Ja, letos zimska liga ni šla najboljše, tako da bomo raje ostali v okviru evropskih sredstev, če se da. Najlepša hvala, toliko za uvod. Gospa Šulin, smo v občini Piran, ki je z največ nočitvami na leto tudi najbolj turistična občina. Kakšen je vaš pogled na razvoj tukajšnjega, nemo reči, obalnega turizma? Obalni turizem v Evropski uniji predstavlja kar 40% vseh dejavnosti v sklopu turizma in seveda s tem povezanih tudi prihodkov iz tega naslova. Sicer turizem v Evropski uniji predstavlja kar 10% bruto domačega proizvoda držav članic in zaposluje kar 13 milijonov ljudi, kar pomeni 12% vseh zaposlenih v Evropski uniji. Med najpomembnejše torej štejemo prav obalni in pomorski turizem. Občina Piran, kamor sodi tudi Portorož, kjer se danes nahajamo, z mojega gledišča dobro drži svoje dejavnosti, o čemur pričajo tudi številke, tako tiste realne kot tudi statistične. Ima
pa zagotovo tako občina Piran kot tudi celotna Slovenija kar nekaj izzivov še na tem področju, denimo kulturni turizem, ki ga ne tako dobro tržimo, kot tudi področje turizma, kulturne dediščine. Tukaj ima Slovenija še veliko neizkoriščenih potencialov, pa tudi bi želela opozoriti, da so se v preteklosti marsikateri turistični kulturni objekti iz kulturne dediščine, ki bi se jih danes lahko tržilo, porušili, žal zaradi neosveščenosti ali pa malomarnosti oziroma nedovoljšnega zavedanja, kaj kulturni objekt, ki predstavlja kulturno dediščino, pomeni. Na obali je veliko priložnosti tudi za kolesarstvo, tako da je tudi na tem področju še mogoče veliko prostora. Tudi strategija Evropske unije na področju turizma gre v smeri spodbujanja kolesarskega turizma. Gospod Van den Kamp, smo države članice in Evropska unija naredili dovolj za promocijo in razvoj obalnega turizma? No. May I make some remarks in general? I think it's very good to know that Patricia and myself, we are members of the Committee for Transport and Tourism. And always, even this morning, you see that transport is first. And of course, if you have good tourism, you need good connections to the places which you want to visit. Unfortunately, we are connected to two commissioners. So for transport, we have to deal with your own commissioner, Violeta Bulc. But for tourism, we are connected to the Polish commissioner, Bienkowska. And Mrs. Bienkowska has such a big portfolio that sometimes I think, and I fear, that tourism doesn't get enough attention. I think tourism, and I saw it already yesterday, in this area you are completely convinced that tourism is a large economic factor. But in many other countries of the European Union, tourism is still completely underestimated as an economic factor of great importance. And you see, when you look to the population of Europe, we are an aging society, and many pensionados, they have quite a lot of money to spend in tourism. And I think so, my first impression of this area, I think a lot of these pensionados, you should invite them to come to this region. Because I think here you have quality. I will come back later to the point of quality. Then, ladies and gentlemen, don't underestimate that in China, at this moment, 500 million people belong to the middle class, and they have money and capacity to travel. But please don't invite them, all 500 million at once, to this region, because then it's a little bit too much. And don't underestimate the fast developments in India, where also, I think, in a decade, a big middle class is there. And many people want to visit Europe, and some countries especially. Then let me make one remark, because that's a discussion in the European Parliament, and that's the quality of tourism. Do you like 100 million Chinese who just come to eat in McDonald's? Or do you like 10,000 Chinese who want to stay in the Kempinski Hotel, like we did last night? I think we can't pay it, but they can pay it. So, I think quality of tourism has to be one of the strategic items for this region in the next 10, 20 years. What do you want? What kind of people do you want to invite? And then last but not least, we spoke about this yesterday in the port of Koper. What about the cruise ships? Is there enough capacity? Is there enough
entertainment for these people. It's very strange, but it seems that all these cruise people want to shop. I don't know. It's better to go out for a walk, I think. But if I see cruise ships, it's always connected to shopping. Okay, let me leave it like this. Hvala za enkrat. Poudarek tega panela o turizmu bo trajnostni turizem in to je vključevala tudi strategija razvoja turizma za Slovenijo. Soavtorica te strategije je naša zgovornica Mateja Tomin-Vučkovič in ta strategija je predvidevala, da bo slovenski turizem leta 2016 v celoti temeljil na trajnostnem razvoju. Nam je uspelo? Ja, res je. Strategija razvoja slovenskega turizma upam, da... Strategija razvoja slovenskega turizma je pač, če pogledamo samo ena knjiga, ampak je dejansko bila prva strategija, ki smo jo, ali pa ena druga strategija, ki smo jo pripravili znotraj Ministrstva za gospodarstvo, se pravi brez pomoči, rekla, zunanjih izvajalcev. In ja, res je bila, sem pač v bistvu vodilna avtorica, projekt je trajal kar 2 leti in je prva strategija, ko smo takrat, ko se je rodila, ko je bila sprejeta na vladi, podpisali, v bistvu je gospodarstvo oziroma javno, zasebno in civilni sektor podpisal deklaracijo o zavezi k uresničevanju trajnostnega turizma. Zato je v bistvu bil podnaslov te strategije partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma, ker sami veste, da sama strategija po sebi ni vredna nič, če se ta ne bere oziroma ne uresničuje. Čeprav je bilo zadnje čase kar velikokrat slišal, da se iz te strategije pravzaprav ni uresničilo nič, potem po mojem osebnem mnenju ni čisto tako, ker trajnostni turizem, ki je bil pač eden od ključnih stvari te strategije, pa se je uresničeval, ker drugače danes ne bi mogli govoriti, oziroma novembra, ko je bila Slovenija dobila nagrado kot prva država, oziroma prva dežela kot trajnostna destinacija. Nismo sicer uresničili 100% deležu vseh kriterijev, ampak v 96%, pokljub temu se pravi Slovenija postala prva zelena turistična destinacija v celoti. In pa, ne vem, če ste zasledili, predvčerajšnjem je spet pa Slovenija dobila eno zelo pomembno nagrado v okviru berlinske borze in sicer nagrado National Geographic World Legacy Destination Leadership. Se pravi ponovno, kar pomeni, se pravi, to je, seveda ne gre trajnostni razvoj turizma ali pa trajnostni koncept razvoja turizma, ne moramo govoriti čez noč. Se pravi, to je proces in mene veseli, da so ta proces vzeli za svojega tako v bistvu gospodarstvo oziroma nastanitveni objekti kot destinacije, ker imamo pravzaprav zdaj že kar 18 destinacij, ki je vključeno v zeleno shemo. Zelena shema slovenskega turizma se pa ena od redkih držav, ki imamo to shemo na nacionalni ravni, v bistvu dodelano, tako za destinacije, tako za objekte in je že v bistvu 18 destinacij v tej zeleni shemi, se pravi imajo znak Slovenija Green Destination, imamo pa tudi 10 ponudnikov namestitev, ki nosijo znak Slovenija Green Accommodation. To ne gre samo za znak, gre bolj za vsebino. Nas na spletni strani Slovenske turistične organizacije je opisan celoten postopek in pa kriteriji, ki jih morajo v bistvu in destinacije in pa objekti slediti, zato da ta znak lahko dobijo. Kar pomeni, da smo nekako posvojili na podlagi te strategije, na podlagi te zelene trajnostne sheme ta koncept. Kar je seveda dobro, ker Slovenija ima vse atribute in je logično, nekako logičen korak naprej, da gremo v smer trajnostnega razvoja. Sami veste, da trajnostno se pravi ni samo zeleno, čeprav mi poudarjamo v našem sloganu zelena, aktivna, zdrava. Trajnostno je tudi, se pravi, nekako ravnovesje treh komponent, se pravi okoljske, socialne in pa ekonomske. In to nekako se mi zdi, da v Sloveniji zelo dobro uresničujemo in da je pravzaprav to edina pot tudi naprej,
Mogoče potem od tam naprej lahko speljamo še, zakaj gremo potem v turizem, ki je butični, ki je pač avtohton, ki je pač res pisan na kožo posameznemu turistu. Tako da ja, to je bila v bistvu ta strategija in to je ena od stvari, ki se je uresničila, pa se še uresničuje, od drugih recimo, ki pa se niso, pa mislim, da niso danes tema. Hvala. Ok, dogovorjeno. Sama tista katera je letos, če se ne motim, postal del zelene sheme slovenskega turizma. Kakšni so pogoji za pridobitev te blagovne znamke oziroma znaka Slovenija Green in kako to učinkovito tržiti? Tako kot je že gospa omenila, torej do sedaj imamo že 18 destinacij in 10 ponudnikov. Letos se je v shemo, torej v letu 2017, vključilo 12 dodatnih destinacij in ponudnikov in med njimi tudi agencija iz Stratera in nekaj občin iz Obalno-kraške regije. Ker smo mlada agencija, smo v bistvu že na samem začetku, nam je torej ta odgovornost in trajnost blizu, iz tega že v osnovi izhajamo, zato je bila logična posledica, da smo letos, v letošnjem letu vključili v torej, novi rok oziroma nov krog ponudnikov, ki je v zeleno shemo vključena. Zdaj, sami pogoji so za destinacije malce drugačni kot za ponudnike. Mi kot turistična agencija bomo v letošnjem letu v bistvu pridobivali oziroma skušali izpolniti vse kriterije, ki jih zahteva certifikat Travel Life, ki je namenjen tako ponudnikov namestitev kot turističnim agencijam. In zdaj samo trženje, torej da imaš ti znak, da si zelen, da si trajnosten, da imaš nek certifikat, sam po sebi ni dovolj, da si potem tudi pri kupcu vidi, da mora biti cel sklop dejavnosti, aktivnosti povezan, torej sama ponudba v osnovi mora biti verodostojna, res odražati ta certifikat, vsebino, ki jo certifikat potrjuje, da je zelena in trajnostna. Tako da certifikat je ena dodana vrednost, ni pa to dovolj potem za sam razvoj. Še vedno mora biti vse aktivnosti temu prilagojene in organizacija kot celota stremeti. Torej, naše jedro, naše poslanstvo mora biti res verodostojno, trajnostno in zeleno in potem se to odraža tudi pri naših produktih in tudi kupci oziroma stranke, obiskovalci to začutijo in cenijo. Torej, strategija slovenskega turizma nekako temelji na trajnostnem konceptu. Kaj pa, gospod Škerlič, vi prihajate iz Izole, ki je tudi zelo turistična občina, bi tudi recimo manjša lokalna okolja potrebovala takšne strategije? Ja, zagotovo, oziroma bolj kot strategije na lokalni ravni gre za uresničevanje verjetno teh strategij, ki so sprejete na višji ravni. Bila je omenjena že slovenska, jaz bi tukaj omenil tudi akcijski načrt za Jadransko-jonsko regijo, ki je del iste strategije za območje, kjer med 4 stebri, med katerimi je tudi energetika in transport, kakovost okolja in modra rast oziroma rast bomo rekli z morjem, po domače rečeno, je tudi trajnostni turizem ena izmed prioritet celotnega tega območja. In naša pisarna kot Facility Point za omenjeno strategijo tudi želi uresničevati te predvidene cilje, tako bomo rekli krovne regionalne strategije Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo kot slovenske, v kateri pa seveda je tudi Izola, kar pa bi jaz omenil, da je potrebno gledati tudi naše obalno območje kot celoto, sama Izola, in Piran posamično zagotovo ne morejo biti posamični akteri, skupaj pa lahko, posebej, če v bistvu nastopamo tudi v povezovanju z Istro na eni strani in Furlanijo Julijsko krajino na drugi. Omenili
ste jadransko-jonsko sodelovanje. Kakšne učinke si lahko obetamo od tega sodelovanja? Na eni strani je to v bistvu lažji dostop do informacij, katere pridobivamo, pa tudi, bomo rekli, do evropskih sredstev v okviru samega projekta, katerega smo skupaj z SVH in službo vlade za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko so vodilni partner, mi smo partner v tem projektu. Skušamo uresničevati in pripravljati take projekte, ki so naravnani v trajnostni turizem. Enega bi omenil je v bistvu Belvederske terase, ki je bil že v javnosti že predstavljen, to je skupaj z Strunjanskim parkom. Drugi pa je, ki ga tudi kandidiramo na razpis v bistvu Digimare, ki se končuje v tem mesecu, je pa v bistvu morske poti za turizem in tukaj v bistvu pripravljamo projekt, naša pisarna, torej občina Izola z sosednjim Forlanivim Iztokrajem in tudi z partnerji iz Splita, tako da si nadejamo, da bi v bistvu lahko povezovali naše zavarovanje območja tudi po morju. Hvala, gospod Vanderkamp. Yes, may I react on some elements? Please. If I compare especially after the remarks of the lady of the ministry from Ljubljana, if I compare Slovenia in general with, for example, Venezia, I see that you have quite a lot of advantages, and the mistakes they made in Venice you can avoid. I mean, at this moment the city of Venice with millions of tourists is completely spoiled, and they have this terrible rising of the sea. Of course, the rising of the sea level will not only be limited to Venice, but maybe also to this area. So, I think you are more flexible in making your tourism sustainable, because you don't have this old-fashioned heritage, maybe of Paris or London, of Venice, but you can be, as I said, more flexible. Then we also have to be honest that our consumers and our touristic consumers become more critical as well. And where do you get your energy? Where do you get your food? How is it produced? What are you doing? And as the lady said, I see in Europe that the combination between tourism and health is growing more and more. People want to be healthy tourists, and not only, I said it already about this McDonald's, but let me now focus on Kentucky, and not all this terrible food. So I think Slovenia has a great chance to be flexible in coming to more sustainable tourism, especially when you see the more critical consumers, but also the NGOs are following you very critically. Thank you. Hvala. Trajnostnega turizma pa po mojem mnenju ne more biti brez sodelovanja vseh akterjev, torej tistih neposrednih liderjev v turizmu, pa tudi vseh ostalih, recimo kmetov, prehrambene panoge in tako naprej. Gospa Šulin, kako pomembno se vam zdi to sodelovanje med različnimi akterji in katere vidike sodelovanja bi morda izpostavili? Ja, hvala za vprašanje. Ko otroka pošiljamo na življenjsko pot, mu zmeraj dajemo nasvete, kajti ne želimo, da bi se učil iz že storjenih napak. Zato to velja tudi za turizem. Sodelovanje z vsemi v Evropi, seveda tudi najprej doma, lokalno, tako da so tukaj pravzaprav pri sodelovanju pomembni vsi deležniki za svojimi izkušnjami in da doma uporabimo tiste dobre prakse, ki so že preizkušene, preverjene in delujejo in jih seveda lahko prenesemo, to je potrebno oceniti, naknadno,
tudi k nam v Slovenijo. Na tem področju turizma so pa na voljo tudi seveda razne mreže, portali, in kjer se seveda tukaj lahko ljudje v tej dobi vse hitrejše digitalizacije tudi hitreje povezujemo, hitreje spoznavamo in pridemo do hitrejših informacij. Mogoče bi tukaj omenila tudi pomen tega, da poudarjamo, da je Evropa ena prvih oziroma pomembnih turističnih destinacij. Zato se tudi razvija oziroma se razvija blagovno znamko destinacija Evropa, ki bi dopolnjevala seveda in tudi okrepila promocijske dejavnosti, denimo turističnih organizacijah, ki delujejo tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni, in tudi čezmejno sodelovanje, čemur smo priča tudi tukaj, na tem koncu Slovenije, kajti ta bližina meje ponuja tudi to sodelovanje. Ta blagovna znamka destinacija Evrope pa bi pomenilo kot nekakšno počitniško regijo, ki je tudi zelo prijazna do družin, otrok in nasploh vseh generacij. Gospa Tomin Vučkovič, kako vi ocenjujete sodelovanje med turističnimi ponudniki konkretno tukaj na Obali in kje morda vidite še rezerve? Ja, hvala. Jaz bom mogoče šla res malo na nižjo raven, kot na te mreženje na nivoju Evropske unije, ki je seveda tudi pomembno. Mogoče bi lahko omenilo na tem nivoju na mednarodnem tudi še povezovanje Slovenije kot take znotraj Svetovne turistične organizacije, Evropske komisije, VTTC-ja, ETC-ja in tako naprej, Eurostata, ker je povezovanje s takimi organizacijami nujno, zato da lahko ocenimo, kje smo, zato da lahko ocenimo konkurenčnost. Kar se pa tiče prav povezovanja oziroma oblikovanja partnerstv na nižjem, regionalnem oziroma lokalnem nivoju, bi pa rekla tako, da v Sloveniji v nekaterih območjih ali področjih to poteka zelo dobro, v nekaterih področjih pa malo manj. Recimo ravno za področje Obale, ali pa če hočete slovenske Istre, se mi zdi, vsaj z našega stališča, da je tega povezovanja mogoče še premalo, in sicer smo to ugotovili predvsem takrat, ko smo imeli javni razpis za oblikovanje leta nazaj regionalnih destinacijskih organizacij oziroma DMO-jev, kot jim rečemo kot stujko, ker nekako ni, jaz vem, da je pač tako geografsko to področje deljeno mogoče na Obalo in pa na Kras, govorimo pač o tem delu, kot mediteranskem delu turistične destinacije Slovenija. Tako da smo mi takrat z našega vidika, vidika ministrstva, pogrešali nekoliko tega sodelovanja, ker je to recimo potem edino področje, kjer nekako ni prišlo sploh do prijave na tem področju, da bi lahko oblikovali regionalno destinacijsko organizacijo. Vemo, da smo takrat mogoče malo pritiskali pač v obliki te statistične oziroma razvojne regije, ampak kljub temu povsod so se nekako uspeli povezati na tem področju, pa ne tako, da zdaj se seveda delamo korake naprej in seveda močno upam, da se bodo te destinacije, kljub temu ponudniki v tej destinaciji se sigurno pač na tem operativnem nivoju med sabo povezujejo, ker drugače pač turizem ne funkcionira. Vsekakor pa tako, ko smo omenjali recimo prej, ko je rekel gospod Wim van de Kamp, da je nujno to povezovanje in sodelovanje že z vidika, kaj ne rečem, obljube naše znamke, ki je zelena, zdrava, aktivna. Se pravi, vsaka od teh besed ima za sabo dejstva. Tako kot recimo naša znamka Feel Slovenija oziroma Slovenijo čutim, je prva znamka, ki ima vsebino, ki ima nekaj vsebine, ki pač pove kot nekaj osebnosti Slovenije. In če rečemo, da smo zeleni, zdaj bom pošla do sodelovanja, če rečemo, da smo zeleni, imamo pač to dejstvo, zato da imamo toliko zelenih površin, da smo zdravi, da smo aktivni, gre za to, da imamo pač ogromno površin, ki omogočajo aktivnosti
zunaj in pa da smo, vse to pa potem, da smo zeleni in aktivni pa vodi za to, da smo zdravi. Vse to pa seveda zahteva povezovanje, ker turističnega produkta ni enega samega, ampak se morajo v turistični produkt povezati vsi ponudniki, ker imamo pač v njem več nivojev, od prevoza, nastanitve, prehrane in tako naprej. In tukaj pride potem do obveznega povezovanja. In to, kar je rekel tudi gospod, je zelo pomembno, se pravi, da so potrošniki oziroma naši turisti zelo kritični. Oni želijo vedeti, kaj bodo delali in tudi kaj bodo jedli. Zato, da pa vedo, kaj imajo na krožniku, je pa potrebno seveda to nabavno verigo prehranjevalno čim krajšati. In tukaj mogoče potem pride spet do izraza to povezovanje, da pač lokalni ponudniki želijo ali pa hočejo sodelovati z lokalnimi ostalimi ponudniki drugih surovin, ki jih pač oni želijo ponuditi turistov. In tukaj je potem zelo pomembno to sodelovanje, se pravi krajšanje nabavne verige in to potem prenesti na čisto vsa ostala področja sodelovanja, zato da bo potem naš turist, naš gost, začutil to avtohtonost, to avtentičnost v pravem pomenu besede, zato da lahko v tem kraju dobi čim več spominkov, čim več doživeti, ki so avtentično, avtohtono povezani z ponudbo, kjer smo. In zato je pa nujno potrebno povezovanje. Zaradi tega je potem tudi danes prihajalo do izraza take platforme, kot so platforme delitvene ekonomije, ki se ljudje želijo stikov, želijo doživeti z lokalnimi, oziroma z lokalci, spravi s prebivalci, kjer so pač nastanjeni. To je vse v bistvu v tem, to je tak velik konglomerat, ki ga moramo v bistvu imeti vse skupaj med sabo povezano, v bistvu je pa sodelovanje. Hvala. O delitveni ekonomiji bomo v nadaljevanju, gremo naprej z sodelovanjem, avtohtonostjo, trajnostnim razvojem. To so v bistvu koncepti in okviri vašega zavoda. Tako je, vse to, kar je gospa omenila iz Stratera, je in ponuja. Torej, lokalna doživetje, lokalno izkušnjo, lokalni ljudje, hrana, zgodbe. Ampak mi smo tisti teren od spodaj in ravno to, ko je bilo tudi omenjeno, da pred leti ni bilo na območju Istre oziroma Obale razvita regionalna destinacijska organizacija, se pač danes pozna, ker so občine več vsaka zase deluje. Nekaj stikov je, ampak ni to dovolj povezano in bi lahko potem res skupaj povezani v neko krovno organizacijo, imeli močnejši nastop, močnejšo prisotnost, tako napram nacionalni, torej STO-je oziroma navzven. Kot agencija skušamo oziroma povezujemo manjše ponudnike v turistične produkte, aranžmaje, torej od nastanitev do kmetij, nevladnih organizacij, nosilcev naravne kulturne dediščine, ampak potrebujemo eno krovno organizacijo, eno krovno mrežo, ki nas potem res te male ponudnike povezuje in promovira naprej, navzven. Tako da, to. Hvala. Gospa Šaripi, prihajate iz goriškega konca. Ko govorimo o povezovanju v turizmu, se osebno vedno spomnim na ponudnike v Goriških Brdih. Čeprav mi nekateri oziroma mnogi mi pravijo, da navzven oziroma navznotri niso tako povezani, kot so navzven, je bistveno to, kako delujejo navzven. In tržijo znamko Brda, ki je, lahko rečemo, zelo uspešna. Je to primer dobre prakse? Vsekakor je to primer dobre prakse, ki je najprej zahteval neko idejo, potem seveda tudi realizacijo tega, tako da ja, oni nastopajo kot blagovno znamko. Mislim, da tudi navznotraj ni toliko teh razprtij in ne strinjam seveda nekoliko tudi, ampak samo tako pridemo do boljših rezultatov, do boljših idej. Brici so nekako tudi prodrli v domači državni parlament, ko oblike oblečene v tiste prave tradicionalne briške noše prinesejo takrat nekje v začetku junija briške češnje. Tudi to je ena izmed vrst dobrih praks.
pa tudi ne nazadnje Brice srečujemo po vsej državi, ko so s stolnicami postavljeni ali pred velikimi trgovskimi centri ali pa v parkiriščih, dostopnih cestiščih in praviloma imajo na teh svojih stolnicah tudi to ali tendo ali pa nekako oznako, da gre za Brice. Torej ta prepoznavni znak je vsekakor pomemben. Ko je govor o trajnostnem turizmu, se mi nekako zdi pomembno vprašanje, kdo so lastniki infrastrukture, hotelov, vodnih parkov recimo in tako naprej. Zakaj? Ker če so lastniki lokalna podjetja, se mi zdi, da je potem tudi večji poudarek na trajnostnem razvoju. Pa me zanima, če se vi, gospod Van der Kamp, s tem strinjate, da je pomembno, da so lastniki infrastrukture v smislu trajnostnega razvoja turizma lokalna podjetja oziroma lokalni ljudje. I think it's the first condition, to be honest. When I listened to the last, let me say, 20 minutes, I think the atmosphere for tourism in this region is more than perfect. And take the entrepreneurial design. Like you said about the programs of DG Mare, I think they are important. But as I said earlier this morning, the earning capacity of the region has to be first. In some regions, also in touristic regions, we see in Europe that they have a kind of subsidy addiction. If Brussels is subsidizing us, everything will be all right. I get real emotional now. Take your time. So, if you say we are going to join the EU programs and to join the EU ideals, I think that's the best approach. No subsidy addiction, and please steal the best practices out of other regions. If you see what Brussels has in knowledge about tourism, I think you should steal the best practices which we have in Brussels out of the other regions. Tako je, včasih ni potrebno izgubljati tople vode, ampak enostavno skopirati to, kar dobro delajo sosedje. Gospod Škerič, se strinjate s tem in še o tej odvisnosti od evropskih sredstev? Ja, jaz sem že uvodoma omenil, da definitivno povezovanje sosedi je ključno. Ne nazadnje v bistvu tudi zakaj ni takega povezovanja, bomo rekli, na naši regiji pa med občinami, je tudi zato, ker se nam vsako leto zgodi v bistvu, da pride slučajno mimo nas 5 do 7 milijonov turistov in se že v bistvu po inerciji zgodi, da dejansko se nekdo ustavi pri nas. In z tega vidika, bomo rekli, je potrebno pa vsekakor delati na povezovanju in tudi trajnostni turizem zahteva tudi kvaliteto in izobraženost kadra. To je pa tudi spet povezano morda z lastništvom, to se kaže predvsem pri nas, kjer v bistvu odkar delam že 15 let projektov, smo komaj prepričali kakšnega hotelirja, da ponuja v svojih storitvah tudi zaledje, zgodbe zaledja, da bi se tudi zmanjšal pritisk, ne nazadnje prihoda turistov na obalo z preusmeritvijo v zaledje. To je tudi ena izmed prednostnih ciljev jadransko-jonske strategije in tudi zaradi vseh teh sprememb lastništva, ki je bilo omenjeno, vsakič znova v bistvu je potrebno novo izobraževanje v tej smeri, novo zavedanje in tukaj izgubljamo dragocen čas, kjer bi lahko to bilo narejeno. Kar se pa tiče v bistvu povezovanja, kot rečeno, ja, to je ključno, sploh pri evropskih sredstvih, povezovanje tako čez mejo, kot tudi širše in pri tem tudi vzpostavljanje dobrih praks je ena izmed
načinov, kjer lahko bolj prenašamo dobre prakse, kot so razpršeni hoteli in druge tovrstne prakse. Hvala, preden damo besedo poslanki. Imamo še 10 minut do konca tega panela, tako da so kakšne vprašanja, prosim, kar dvignite roko, pa bomo vam dali mikrofon. Samo da zaključi gospa poslanka, izvolite, pa damo potem našemu slovenskemu poslancu besedo. Jaz bi želela samo še to poudariti in opozoriti, da imamo evropski poslanci možnost tudi v Evropskem parlamentu promovirati svojo državo, tako da sem se ob začetku mandata odločila, da priredimo v Evropskem parlamentu razstavo Idrijske čipke, tako da sem se povezala z idrijskimi kleklaricami. To je bil zahteven projekt predvsem za organizacijo tega projekta, tako da tukaj je imel največ zaslug moj asistent Robert Velikonja, ki je tudi tukaj v dvorani iz Tolmina. Idrike so ta projekt vzele zelo resno, tako da so v Evropski parlament pripeljale idrijsko čipko in so na nekako najbolj elitnem in najboljšem mestu v Evropskem parlamentu, kar cel teden razstavljale idrijsko čipko. Prinesle so seboj tudi veliko prospektov, seveda tudi v tujih jezikih. Želim povedati, da ta slogan turizem smo ljudje še kako drži in da lahko vsak od nas, ne samo poslanci, vsi tukaj, ki smo v tej dvorani pravzaprav, lahko največ za turizem naredi prav vsak od nas posameznikov. No, sedaj pa vprašanje vabim gospoda Feluga. Dobar dan vsem, da ne bom kazal, da se kar obrnem tako vsem. Torej, moram povedati, da mogoče sem malo razočaran nad zdaj tole tematiko in razpravo, ki je bila tako, bom rekel, zelo taka splošna. Ne? Zdaj, če vidimo naslov Smernice za zeleno prihodnost, jaz sem pričakoval marsikaj drugega, jaz sem vedno zelo kritičen, tako da bom tudi zdaj na ta način začel. Ne? Se pravi, kaj so zame smernice za zeleno prihodnost? Ne? Kot prvo, eno od takih zadev, ki smo jo praktično nismo jo začeli govoriti o temu, so zadruge. Zadruge v turizmu. Mislim, da je to eno od takih, bomo rekel, zanemarjenih zadev iz prejšnjega sistema, mogoče je imela neko slabo konotacijo, ampak danes za zadruge in zadružništvo, sploh tudi v turizmu, pomenijo neko dodano vrednost, neko moč organiziranja, kar gospa iz Istre Nove verjetno nekako v tej smeri tudi razmišljajo. Vem, da se v Kopru, pa tudi v Pradah je neka taka iniciativa, ko je bil obisk vlade v Posočju, smo tudi tam organizirali nek posvet in tudi na Goriškem obstaja zelo veliko zanimanja. Druga izredno zanimiva zadeva za prihodnost turizma, po mojem, je ta Airbnb. Tukaj se z vlado in ministrstvom, ki je pristojno MGRT-jem in tukaj prisotno gospod Vučkovič, oba trudiva, da bi nekako vse inštitucije, kot veste, so zelo take, bom rekel, birokratske, ampak zdaj tukaj se delajo dobri korake naprej, tako da bomo v kratkem, ne pričakujemo mi dva, da bo tale zakon o gostinstvu nekako zaživel in bo s tem omogočeno oddajanje individualnih, se pravi, nepremičnin za goste, s tem, da bojo seveda omejene do 6 ljudi, do 3 ali 5 mesecev, do 3. Ne? To je tako, da se naredijo eni koraki naprej. Zdaj, ko govorimo, kaj je v tem času bilo narejeno. V tem času je bilo bistvenega pomena to, da je STO se osamosvojil, dobil je večja sredstva in zdaj ne samo to, da je situacija v svetu taka, kakršna je, se je dvignil obisk v Sloveniji in to leto, oziroma lansko leto smo imeli 11 milijonov nočitev, imamo 13% GDP-ja in spet kaže, se pravi, trend rasti v turizmu. Imamo zelo visoke plane, smo si zastavili do leta 2022 in to je, da se zasluži 4 milijarde evrov pri incomingu, zdaj imamo nekje 2 milijardi 300, seveda to še ni zadovoljivo.
Zakaj? Mislim, da je Slovenija ima potencial, ki ga nočemo ali pa ne znamo dobro tržiti, organizirati in skupaj delati. Jaz mislim, da so to neke osnove, kjer nekako ne grejo. Jaz sem si kot neko mojo vizijo, kaj pomeni smernica razvoja Slovenije, nekako ponazoril s Triglavom. Imamo 3 vrhove, en vrh je voda in iz tega lahko črpamo vso neko možnost, drugi vrh je les in lesna industrija in verige in tretje je, se pravi, ta naravna bogatstva in turizem. In če imamo v glavi spodnji del grba, kjer so valovi, je logistika. Se pravi, to so neki 4 temelji, na kateri bi lahko mi to delali. Zdaj, tlele je bilo omenjeno, da imamo razne variante. Marko, jaz se upravičujem. Lahko nas skrajšali, ker se gospodom mudi. Okay. Če imate kakšno vprašanje, oziroma da hitro prejdemo, ker tudi zadruge, tudi Airbnb, Uber so tema tega, ampak verjetno ne bomo prišli do njih. Tako da, dobro, potem, če skrajšam, mislim, da je edina pravilna usmeritev Slovenije, da se loči od ostalih ponudnikov okoliških, naših, da se zaveda, da smo butična država in se s tem primerno trži in na ta način tudi dobi tisto dodano vrednost, ki jo potrebujemo. Se pravi, da se razlikujemo in da potem segmentiramo ljudi, ki prihajajo k nam. Se pravi, tudi penzionisti so dobrodošli, ni nobenega problema, ampak mislim, da moramo biti toliko ambiciozni, da targetiramo na en srednji in višji sloj, ker mislim, da Slovenija to in s kulinariko, in s storitvami, in s ponudbo, ki jo ima, lahko daja, ob tem seveda, da se storitve in vse skupaj, kar sem omenil, tudi na nekem nivoju, se pravi, dvigujejo in vedno iščejo tisto boljše in najvišje. Ne? Tako da, kar se tiče z moje strani, je to. Bi pa lahko govorili, da je še ure in ure. Hvala. Ja, ok, najlepša hvala. Bomo 5 minut podaljšali, torej do 11:35. Upam, da je to vsem v redu. Zdaj pa bi vzel 2 istočnici, ki jih je gospod Ferluga izpostavil. Ena je delitvena ekonomija, torej bi prosil gospod Tomin Vučkovič, da nam na hitro pove, kaj se dogaja, kar se tiče regulative Airbnb-a in recimo Uberja, ki bosta prej zdaj pomembno vlogo igrala tudi v Sloveniji. Hvala. Ja, sharing economy oziroma delitvena ekonomija sama po sebi je pač nekaj, kar je dejstvo. Tukaj je bilo uvodno listeno kot napovedi današnje konference, je tukaj napisano, da je pač med izzivi tudi digitalizacija distribucijskih kanalov in novi sektor ekonomije delitve. Pravzaprav bi moralo to biti že dejstvo, ki ga moramo sprejeti, ker svet se ne vrti nazaj, ampak gre naprej. Je pa res, da zakonodaja včasih ne sledi novosti ali pa trendom, ki se pojavljajo pač v svetu in tudi pri nas je tako. In Slovenija ni nobena izjema, ker je v vseh državah Evropske unije podobno. Nekatere države so sicer sprejele neke parcialne ukrepe, ki jih zdaj malo popravljajo in tako naprej, ni pa še pravzaprav skupnih usmeritev na nivoju Evropske unije, ker zdaj potekajo znotraj Evropske komisije konference oziroma delavnice in zdaj je mislim, da ta teden predvidena druga delavnica na to temo, kjer pač države skupaj iščejo neke skupne usmeritve. Delitvena ekonomija je pravzaprav po svoji strogi vsebini pomeni, da deliš nekaj, kar je tvojega z nekom drugim. In to velja za delitev koles, za delitev knjig, za delitev avtomobilov, po drugi strani pa potem tudi za delitev stanovanj. S tem, da ta platforma Airbnb, ker sem najbolj banalna, ni pa edina, imamo tudi HomeAway, hotels.com, Booking.com in tako naprej, pa že malo presegajo to strogo definicijo delitvene ekonomije. Potem pride do tega razkoraka, ali zakonodaja ustreza ali ne. Zaradi tega, ker na platformi Airbnb-a, ki je po svoji definiciji delitvena ekonomija, ampak najdemo seveda tudi recimo ponudnike ali stanodajalce, ki se ukvarjajo poslovno oziroma strogo profesionalnosti. Se pravi, najprej bi morali najti neko ločnico med profesionalnim in neprofesionalnim upravljanjem te dejavnosti in zato gremo zdaj v to smer iskanja te ločnice. Se pravi, ker za tiste, ki se s tem ukvarjajo profesionalno, pravzaprav zakonodaja obstaja. Zakonodaja obstaja,
Jaz sicer sem tudi sama mnenja, da mogoče je malo komplicirana, ampak ni pa nemogoče jo izpeljati, ker drugače ne bi imeli toliko sopodajalcev. Tako da zdaj resnično iščemo nekako poenostavitve, v smer, da bi tudi turisti, ki bi se s tem radi ukvarjali priložnostno, bom rekla, se pravi, da bi sem in tja oddajali svoje stanovanje v času, ko ga ne rabijo, ali pa je del svojega stanovanja, ker jim je prevelik, iščemo pač v tej smeri kar znotraj zakona o gostinstvu, ki ga imamo zdaj odprt, da pač rešitve. Delitvena ekonomija ima pa po svoje vsebini, zato je tako priljubljena, oziroma tudi ta portal Airbnb, ker dejansko, ker turist živi z lokalci, z lokalnim prebivalstvom, se pravi, se pogovarja z njim, zve od njega, kaj je v bližini zanimivega, zve, kako živimo pravzaprav mi tukaj. In Slovenija je več kot idealna, zato ker smo res, ker je naša pač ponudba tako raznovrstna, in hkrati je Slovenija kot taka obvladljiva, kot eno veliko mesto pravzaprav. In zato se trudimo, da bi ravno to v bistvu dali pač možnost, da bi se čim več ljudi lahko s tem ukvarjali zakonito. Se ukvarja se že zdaj, ampak bi radi v bistvu vse legalizirali, zato da prvič vemo, koliko je takih turistov. Ker zdaj, ko smo dobili, če vam povem iskreno, dobili podatke samo od Airbnb-a, koliko imamo gostiteljev iz Slovenije, in pa največje število sopodajalcev, ker se število sopodajalcev iz meseca v mesec menja, je ta razlika 80% v korist Airbnb-a, ker pomeni, da je nekaj ljudi v Sloveniji, ki oddaja stanovanje preko Airbnb-a nezakonito. Se pravi, mi bi radi zato to pač poenostavili pa uredili, zato da vemo, koliko je dejansko teh turistov v Sloveniji, da se plačuje turistična taksa, da se odvajajo davki in tako naprej. Skratka, gre za to, da Slovenijo tega nekaj manj, da to uredimo. V Uberju pa težko govoriti, da je naša lista. Jaz se opravičujem, imamo samo še nekaj minut, besedica ste prijavila tako gospod Vandekamp kot gospod Škelič, tako da nakratko prosim izvolite. The best word I like this morning is the so-called boutique tourism. No, if you want to have bad experience with Airbnb, please contact the City Council of Amsterdam. There, 10 years ago, we needed 22,000 hotel rooms extra for building new hotels. At this moment, they only need 200 extra hotel rooms because the whole city has been taken over by Airbnb tourists who most of the time don't have to spend that much money you should like that they spend. And now even in the City Council of Amsterdam, they are preparing a law to reduce the noise of these roll suitcases. Because every morning at 7 o'clock, half of Amsterdam goes to the station, and the other half of Amsterdam is coming in with all these noisy roll suitcases. So take care. And of course I know sharing economy, collaborative economy, even in the European Parliament it is the buzzword. If you are not connected to society, if you are not in sharing economy. But please, separate it. Digitalization of tourism, that's our challenge. Booking.com, being connected very fast, good quality websites and so on. But this whole sharing economy, and let me be very, a little bit socialistic, this whole Airbnb enterprise, it has nothing to do with a sharing economy. They are big capitalists from the United States, and they take over our tourist sector if we don't take care in a proper way. So digitalization of the tourist sector, even if you want boutique tourism, I think you should accept it. But this whole buzzword of sharing economy, take care, because there is a lot of wrong tourism in this world. And if you want to join Uber, please talk first to your local taxi drivers, and then you will be healthy in 1 minute. Isto, prosim, po minute.
še manj. No, jaz mislim, da lahko omenim tudi, ker smo imeli nekako razvajanje za konkretne iniciative, da v bistvu občine obalne, torej Koprske in Izole si prizadevajo, da bi 30% obale vrnili nazaj zeleni infrastrukturi, torej govorimo o obalni cesti. In tukaj bo tudi mogla politika in strokovnjaki na ministrstvih, ukolikor se bo to zgodilo in mi se nadejamo, da se bo tukaj priložnost, da lahko pokažemo poligon v celotni Evropski uniji, tudi širše, kako se gradi zeleno infrastrukturo, trajnostni razvoj in tukaj tudi upam, da bo v prihodnje več sredstev namenjenih za to tudi iz evropskih operativnih programov. In če bo vsaka država v Evropi sledila temu, da 30% svoje obale nameni zeleni infrastrukturi, bomo v bistvu tudi za trajnostni turizem veliko naredili. Najlepša hvala vsem petim. Žal je ta panel minil še hitreje od tistega prejšnjega, tako da organizatorji informacijska pisarna imamo še kar nekaj tem, ki jih lahko obdelamo v kratkem. Hvala še enkrat z moje strani, vsem, ki ste govorili, vsem, ki ste poslušali, sedaj pa še zahvala strani organizatorjev. Čisto nakratko, najlepša hvala tudi strani informacijske pisarne Evropskega parlamenta. Identificirali smo to regijo za odpreti te dve pomembni temi, kar smo naredili zelo koncizno in hitro. Najlepša hvala vsem govornikom, predvsem obema evropskima poslancema. Thank you very much for giving attention to Slovenia and to this region. And najlepša hvala gospe Patriciji Šolin, da je pripeljala tako visokega gosta z Evropskega parlamenta k nam v to regijo. Poskušali smo kot vedno tudi povezati različne akterje in vesel sem, da so z nami tukaj tako gospod poslanec Ferluga kot predstavniki treh različnih občin in tudi vi govorci z različnih krajev od drugod po Sloveniji, tako da najlepša hvala vsem. Zdaj pa vas vabimo na eno tako manjšo pogostitev in vam želim še naprej en lep dan. Pa samo to, da bom še pozabil, seveda najlepša hvala tudi gospodi Sukiču, ki je tako zanimivo in kvalitetno vodil našo debato, naši tolmački in ekipi informacijske pisarne Evropskega parlamenta, z nami je Manja, Mateja, Carmen, ki drugače prihaja iz Izole in se vsakega vozi v Ljubljano, in Livija. Najlepša hvala.